Jaz se spomniš. Ti je vam midva še kdaj imela mečkine otročke? Ne bo več. Ampak to se da preveriti. A kako? Zadnjič ste videli, da imava doma že najstnico. Včasih se stvari pač zgodijo, včasih pa načrtujete, pa se ne zgodijo. In načrtovanje družine je za marsikoga lahko zelo naporno in stresno, včasih pa tudi neuspešno. O neplodnosti sva govorila zadnjič, predlagam, da si ogledate ta video. Danes pa vam bova predstavila, kako lahko veste, kdaj je prepozno in kdaj ni. Kot že veste, se mi v laboratoriju primarno ukvarjamo s hormoni. Zato vam bova danes predstavila morda malo manj poznan hormon, ki pa ima zelo veliko vlogo v reproduktivnem življenju ženske. In to je anti-Müllerjev hormon oziroma AMH. Živjo in dobrodošli nazaj na kanalu diagnostičnega laboratorija Medicare Plus, kjer vam laboratorijske podgance pokažemo vedno kaj novega, vas kaj naučimo, vam pa zaupamo tudi, kaj se dogaja v laboratoriju z vašimi vzorci. Anti-Müllerjev hormon. Se pravi, to je hormon, ki upravlja različne fiziološke funkcije in proizvaja se v reproduktivnih organih. Vloga in pa koncentracija hormona sta podvisna od spola in pa starosti. Pri ženskah v rodni dobi se skupaj z drugimi hormoni, kot sta na primer estradiol in pa folikel stimulirajoči hormon, se pravi FSH, uporablja za ocenitev plodnosti, saj vrednosti tega hormona predstavljajo ovarijsko rezervo. Ovarijska rezerva pokaže količino foliklov, ki so na voljo za reprodukcijo in pa kakovost jajčnih celic, kar igra v bistvu pomembno vlogo pri zanositvi. Z leti je količina anti-Müllerjevega hormona vse manjša, saj se naša ovarijska rezerva prazni, kar pa nam manjša možnosti za zanositev. Pa dajmo najprej malo pogledati, kakšne so naloge in vloge anti-Müllerjevega hormona. Zdaj, njegove naloge v bistvu lahko razdelimo v več sklopov. Prva naloga je vpliv na folikulogenezo. To je v bistvu dozorevanje jajčec. Specifične jajčne celice proizvaja anti-Müllerjev hormon že med razvojem fetusa ženskega ploda. Ker produkcija AMH-ja upada, ko folikel zori, se lahko uporablja tudi kot kontrolo za dozorevanje foliklov. Anti-Müllerjev hormon je dober pokazatelj rezerve ovarijev in s tem možnosti za zanositev po naravni poti. Ker se deklica že rodi s približno 1 milijonom foliklov, ob pričetku menstruacije pa je teh foliklov nekje 300 do 500 tisoč in se z vsakim ciklusom število teh foliklov še niža, je v bistvu zelo težko oceniti, koliko ima ženska še foliklov, ko je recimo stara 30 let in bi rada zanosila. No, prav za to oceno ovarijske rezerve pa je anti-Müllerjev hormon neprecenljiv. Zdaj, hormon se precej poveča v starosti med 16 in 22 let, nato pa začne padati. Tekom življenja se vrednosti AMH-ja tako v bistvu skozi zmanjšujejo, potem pa se ob vstopu v menofazo ovarijska rezerva popolnoma iztroši. Tam nekje do 45. oziroma 50. leta so vrednosti tako nizke, da lahko po rezultatu tega testa v bistvu zdravniki celo napovejo obdobje, v katerem bo nastopila menopavza. Po nastopu menopavze pa anti-Müllerjevega hormona v krvi sploh ne moremo več določiti. Dajmo pogledati še tretjo nalogo. AMH omogoča sprotno in pa zgodne zaznavanje sprememb, kar je še posebej dobro pri spremljanju zdravljenja. Vrednosti AMH-ja se namreč določa ženskam, ki so podvržene reprodukcijskim postopkom, na primer oploditvi z biomedicinsko pomočjo in pa IVF-om. Nivo AMH-ja torej lahko pove odzivnost na zdravljenje in pa terapijo z medicinsko pomočjo, prav tako pa pokaže ovarijsko staranje, kar lahko pomeni tudi slabši izid nosečnosti. Naprimer, če merimo AMH nekje v začetku ciklusa, to je običajno nekje 3. dan, in je vrednost nizka, to pomeni tudi znižano pričakovano ovarijsko odzivnost. Povedano bolj enostavno, prenizek AMH pomeni manj verjetnosti za zanositev. No, po drugi strani pa tudi previsok anti-Müllerjev hormon ni dober in tako pridemo do naslednje vloge tega hormona. In to je patologija. S pomočjo anti-Müllerjevega hormona lahko odkrivamo nekatere ovarijske okvare, kakor je na primer sindrom policističnih jajčnikov in pa tudi nekatera rakava obolenja. Če je nivo AMH-ja v krvi precej višji od normalnega oziroma pričakovanega, to lahko nakazuje na sindrom policističnih jajčnikov. Sindrom policističnih jajčnikov povzroča amenorejo, torej odsotnost menstruacije, poraščenost, akne, debelost, plešavost, prav tako pa je ta sindrom najpogostejši vzrok za neplodnost. No, visoke vrednosti AMH-ja pa lahko še dodatno poslabšajo že obstoječ sindrom policističnih jajčnikov. Zakaj bi si pa nekdo dal zmeriti anti-Müllerjev hormon? Ker anti-Müllerjev hormon v prvi vrsti pomeni plodnost oziroma neplodnost.
No, AMH pa lahko tudi vsem tistim ženskam, ki trenutno kariero postavljajo na prvo mesto, pomaga oceniti, kakšne so njihove možnosti za zanositev nekoč v prihodnosti. No, s tem pa omogoča tudi učinkovito načrtovanje zanositve in družine. In s tem, da ocenimo ovarijsko rezervo z antimillerjevim hormonom, lahko ugotavljamo naravno plodnost ali pa neplodnost in pa spremljamo učinkovito zdravljenje neplodnosti z biomedicinsko pomočjo pri kakšnih umetnih postopkih, naprimer IVF-ih in tako naprej. Z antimillerjevim hormonom lahko tudi ugotovimo določene stanja, kot so naprimer prezgodna menopavza in pa sindrom policističnih jajčnikov. In še kot zanimivost, antimillerjev hormon je tisti, ki določi spol pri otroku. Če bi recimo novorojenčku pomerili antimillerjev hormon in bi bil fantek, bi imel ta hormon visok, deklica pa bi imela zelo nizkega. Ja, in zato v bistvu antimillerjev hormon ni nekaj novega, v bistvu se je včasih uporabljal za določanje takih redkih bolezni, pri katerih v bistvu spol fetusa še ni bil točno izražen. No, šele v bistvu v zadnjih letih smo pa ugotovili, da antimillerjev hormon pomeni tudi a je ženska plodna ali pa neplodna. Kako pa lahko izveste, kakšen je vaš antimillerjev hormon? Enostavno iz krvi. V laboratoriju se odpravi odvzem venske krvi, ni pa potrebno biti vsaj pri nas ne. In odvzem krvi za antimillerjev hormon se lahko opravi kadarkoli v dnevu in kadarkoli v ciklusu. Vrednosti znotraj in med posameznimi cikli torej ne nihajo minimalno, bi rekel, nekje do 20%. Je pa treba vedeti, da na rezultat AMH-ja lahko vpliva jemanje kontracepcije, ki praviloma vrednosti zniža. V tem primeru svetujemo, da se pred testiranjem posvetujete z izbranim ginekologom in počakajte morda nekaj mesecev, da menstruacijski cikli spet postanejo normalni. In poznavanje vrednosti antimillerjevega hormona je tako lahko v pomoč vsem. Tistim, ki še ne razmišljate o družini, tistim, ki jo načrtujete in vsem tistim, ki ste mogoče že v postopku zanositve z biomedicinsko pomočjo. No, za konec pa veliko pove tudi nam, ki o majhnih otrocih ne razmišljamo več, ker imamo doma že dovolj velike otroke. Če mi je video všeč, nama stisnite like, ne se pozabite naročiti na najin kanal. Midva se zdaj vračava v laboratorij. Se vidimo naslednjič. Vi pa še naprej skrbite za svoje zdravje. Čau!